Prireditev je bila namenjena občankam in občanom Murske Sobote, starejšim od 70 let. Kot vedno je tudi tokratno srečanje potekalo v prijetnem vzdušju, ob prijetnem klepetu prijateljev in znancev. Več o prireditvi, ki je postala že stalnica, pa Božo Bohar, strokovni sodelavec mestnih četrti mesta Murska Sobota. Ta prireditev je tradicionalna, poteka že več kot 20 let in se zelo trudimo tako na mestni občini kot tudi na mestnih četrteh za to srečanje in vse ostale aktivnosti v sklopu tedna starejših občanov. Kaj pa je njen prvotni namen? Ja, predvsem to, srečanje, druženje, ti družabni dogodki in izredno dosti pomenijo. Na mestnih četrteh in mestni občini izvajamo tudi druge aktivnosti za starejšo populacijo in za ostale, se pravi tudi imamo pohod mestnih četrti, imamo tudi prireditev ob 8. marcu, dnevu žena, tako da pa kup še enih drugih aktivnosti. Srečanje ima, tako kot ostale aktivnosti, ki jih v občini pripravljajo, za starejše velik pomen. Zelo veliko, saj vidimo po udeležbi, da po mojem mnenju iz leta v leto je udeležba večja in prav gotovo je to tisto, da se zopet srečajo med seboj, da se srečamo, da se morda z nekaterimi vidimo samo na tej prireditvi, ki je namenjena starejšim in zelo pozdravljam tak način srečevanja in se obenem zahvaljujem tudi v imenu upokojencev mestne občine Murska Sobota, mestnim četrtim in vsem, ki pripravljajo tudi osnovnim šolam za program, tako da je to srečanje vsako leto izredno nekako doživeto in bi bilo zelo, zelo slabo za nas, če bi tega več ne bilo. In tako me veseli, da se bojim, da bo ta prostor v Dijani danes premajhen in to je tisto, kar potrjuje njihovo željo tudi po nadaljnjem srečanju. Na vsakoletnem druženju se zbira vedno več starejših, saj se tudi v Murski Soboti prebivalstvo stara. Tako se je tudi na tokratnem srečanju zbralo čez 400 udeležencev. O odzivu občank in občanov skozi leta prirejanja teh druženj pa Božo Bohar. Samo število je v porastu, se pravi takih občanov, ki so starejši nad 70 let, je v Murski Soboti trenutno 1971, leta 2011 jih je pa bilo 1600. Tu lahko vidimo, da je to število v izrednem porastu. Samega srečanja se pa udeleži okrog 400 in več gostov. Vse zbrane je nagovoril tudi župan mestne občine Murska Sobota, dr. Aleksander Jevšek, ki se je med samo prireditvijo tudi sprehodil od mize do mize in osebno pozdravil vse navzoče. Kot je dejal, namenjajo na občini veliko pozornosti ravno tej populaciji prebivalstva. Poglejte, slovenska družba se stara in tudi v mestni občini Murska Sobota smo priča veselemu dejstvu, da imamo vedno več starejših in vedno več tistih, ki so starejši nad 70 let. To pomeni, da mora tudi lokalna skupnost pravzaprav pripraviti ustrezne strategije in pa ukrepe za to, da bomo starejše vključevali v družbo, da bomo skrbeli za kvaliteto tudi njihovega življenja, ne samo ostalih generacij. In na ta način tudi v mestni občini pripravljamo vrsto aktivnosti, ki jih pravzaprav že izvajamo. Gre za pravzaprav vzpostavitev mreže dnevnih centrov, kjer lahko starejši, ko njihovi otroci gredo v službe, preživijo skupaj kakovostno dan, tako kar se tiče hrane, terapije in tako dalje. Po drugi strani gre za vrsto aktivnosti, ko se skupaj z raznimi organizacijami civilne družbe trudimo, da kakovostno izpolnimo njihov prosti čas. Namreč ljudje pri 70-ih so še vitalni, kot vidite, in da jim ne bi bilo dolg čas, da se ne bi počutili osamljene, je vrsto aktivnosti, ki jih s pomočjo občine izvaja, recimo hiša sadeži družbe, društvo upokojencev preko svojih sekcij in delovanj in seveda tu v mestni občini to podpiramo.
So pa še druge aktivnosti, ki so povezane tako s statusom tudi starejših oseb, predvsem tistih, ki težko živijo, ne. In v tej smeri jaz mislim, da nas še čaka veliko, kar se tiče zagotavljanja njihovih nastanitvenih pogojev. Namreč veliko upokojencev na žalost doživlja paradoks naše družbe, da kljub temu, da so delali vse življenje in so si pošteno zaslužili pokojnino, ta pokojnina ne zadostuje za plačevanje rednih stroškov. To je pa narobe in to jaz tudi kot župan ostro obsojen in zato pozdravljam predlog ministrice za delo, da se dvigne minimalna pokojnina vse na to raven, da bodo ljudje iz svoje pokojnine, ki so jo zaslužili, dostojno živeli. In še nekaj bi povedal, da se mi zdi, da še vedno premalo naredimo za to generacijo in še vedno jim premalo prisluhnemo. Pogostokrat tudi kaj gre mimo nas. Zaradi tega bom tudi predlagal tako društvo upokojencev in tudi na teh srečanjih jih tudi seznanil, da bom ustanovil posvetovalno telo za posvetovanje z starejšimi, kjer bomo tudi mi v lokalni skupnosti slišali njihove potrebe in slišali tudi njihove želje, zato da jim lahko gremo nasproti. Vsega ne bomo mogli uresničiti, ampak če je volja, tam je tudi pot. Sodelovanje med občino in starejšimi ocenjujejo kot pozitivno tudi pri društvu upokojencev. Mislim, da je to sodelovanje solidno, dobro bi lahko rekla. Seveda mi v društvu upokojencev imamo tudi svoje potrebe, saj razvijamo veliko dejavnosti, če bi lahko rekla kar 17 od športnih, kulturnih in socialnih vprašanj preko naših prostovoljk, kar seveda zahteva za to delo tudi neka finančna sredstva. Preko razpisov mestne občine se društvo vsako leto prijavi s programom za naslednje leto in seveda v okviru razpoložljivih sredstev potem tudi komisija oziroma mestna občina ovrednoti te programe in ta finančna sredstva so nam potem osnova za delovanje. Saj radi bi se predstavljali širom Slovenije, predvsem na športnem področju, tudi na literarnem, kjer bomo tudi manjša skupina danes sodelovali in to je tisto, kar želimo še bolj razvijati. Organizatorji srečanja vsako leto poskrbijo tudi za srečelov, s katerim še dodatno razveselijo zbrane, veliko pozornosti pa namenjajo tudi kulturnemu programu, s katerim začinijo prireditev. Ja, v sklopu tega srečanja seveda izvedemo tudi kulturni program. Tu nam letos so prišli na pomoč učenci in mentorji osnovne šole 1. Tudi kratki program bodo predstavili Društvo upokojencev Murska Sobota in zelo na kratko bo podana tudi podatki o eni raziskavi glede srčnega popuščanja. O srčnem popuščanju je občankam in občanom nekaj besed namenila specialistka javnega zdravja Jerneja Farkaš-Lanščak, ki je izpostavila tudi pomen osveščanja in informiranja o srčnem popuščanju. Danes je pravzaprav tak dan, ko se starejši družijo in ob tem druženju bi se jim radi z raziskave Sobota Heart Failure zahvalili vsem tistim, ki so se že na povabilo v našo raziskavo odzvali. Hkrati pa morda še malo pojasnili, kako potekajo diagnostični pregledi, ki smo jih pred časom, pred mesecem in pol šele začeli in seveda povabili vse tiste, ki jih vabilo še v prihodnjih mesecih čaka. Po eni strani je zelo pomembno preprečevanje katerekoli kronične bolezni, ne samo srčnega popuščanja z zdravim življenjskim slogom, hkrati pa seveda zgodnje odkrivanje prvih znakov bolezni, ko se ta začne pojavljati oziroma ko jo že lahko prepoznamo. No in ta naš presejalni pregled v sklopu raziskave Sobota Heart Failure je namenjeni ravno temu, da poskušamo od vseh navidezno zdravih, se pravi iz naše populacije, odbrati tiste, ki imajo povišano tveganje za srčno popuščanje. Potem pa v nadaljevanju, v diagnostičnem pregledu, ki je veliko bolj poglobljen,
to tveganje potrdimo oziroma rečemo, bolezen je prisotna in osebo, bom rekla, zgodaj in čim prej zdravimo ali pa to ovržemo. Morda bi izkoristila to priložnost še za nek nov program, ki nam ga sofinancira Ministrstvo za zdravje in ga pravzaprav pripravljamo skupaj z Centrom za zdravje in razvoj Murska Sobota. Zaživel pa bo v prihodnjem mesecu, ki bo namenjen ravno ozaveščanju in opolnomočenju bolnikov s srčnim popuščanjem. Poleg krajšega predavanja o omenjeni težavi pa so v spremljevalnem programu sodelovali tudi upokojenci. Več o tem, kaj so pripravili, pa Angela Novak. Nekdaj je to že na takih srečanjih bilo, zdaj nekaj časa pa ne. In ideja mi je nekako šinila na seji mestne četrti, na svetu mestne četrti, da seveda ob mladih, ki so za nas starejše čudoviti nastopajoči, bi rekla, da v društvu upokojencev razvijamo tudi sodelovanje, tako da se v naše programe vključujejo tudi mladi. Torej medgeneracijska srečanja pripravljamo skozi leto in v tem tednu, torej tudi v prejšnjem, smo povabili mlade na predstavitev zbornika upokojencev Shojene poti. In seveda danes je sodelovala tudi ena članica literarne sekcije z nekim odlomkom in tudi danes bomo ta odlomek seveda tudi predstavili publiki, torej našim upokojencem. Ob tovrstnih srečanjih pa imajo starejši na voljo še številne druge aktivnosti in prireditve, ki se jih tudi sicer radi udeležujejo in so veseli, da jih imajo. Vse mogoče razne športne, kulturne prireditve za starejše je dobro, da so angažirani, da potem ne ostanejo sami v svojem svetu in da se ne počutijo kot odrinjene. To je zelo dobro. In naj še bo kar tako naprej, pa še mogoče kaj novega odkrijemo, da nam bo lepo.